Evo, pozdravljeni v današnjem sklopu delavnic. Z nami so ekipa iz Želve, ki imajo za nas eno super delavnico o pripravi bezgovega sirupa. Tako da bom jaz kar prepustila besedo, da povejo malo, kaj nas danes čaka, kaj potrebujemo in kaj bomo skupaj ustvarjali. Izvolite. Živijo! Kako ste? Ste pripravljeni? Naj se najprej predstaviva. Midva sva Želvice iz programa socialne vključenosti. Jaz sem Sabina. Jaz sem Robi. Kot je bilo že napovedano, danes pripravljava delavnico Bezeg je zakon. In bova najprej povedala, katere sestavine potrebujemo za pripravo bezgovega sirupa. In nama Robi to predstavijo. Sestavine so 30 bezgovih cvetov, 3 litre vode, 3 kilograme sladkorja, 3 citronke in 3 limone. Pripomočke, brez katerih ne gre, pa so Velik lonec, ta kuhalnica, premavka, cedilo, steklenice, zamaški in potem še lijak. lijak. Zakaj rabimo lijak? Da precedimo. Da precedimo bezgov sirup v steklenice. Prav. Preden sploh začnemo, bomo povedali, oziroma vas bomo mi vprašali, ali ste vedeli, zakaj uporabljamo bezeg. Ali veste, zakaj uporabljamo bezeg? Za čaj pa za sirup. Bravo, res je. Zakaj uporabljamo? Uporabljamo ga za proti škodljivcem, za osvežitev in za Ali vemo, kdaj nabiramo bezeg? Ali veste, kdaj nabiramo bezeg? Zdaj v tem času, v maju in juniju. Zdaj pa nabiramo, takrat tudi žuje. Ko se cveti. Bezeg cveti, bravo. Kdaj še? ko si je sonce in stran od ceste. Tako, zakaj stran od ceste? Ker je smog pa oni plini. Tako, ker je prašen. Ker bezga ne peremo, bezgovih cvetov ne peremo. Zato, ker uničimo zdravilne lastnosti. Povej, Robi, kakšen pa je bezeg? Ja, bezeg je grm in zraste do 10 metrov visoko. Kakšne? Cvetove ima pa rumenkosto bele, cvetove ima in še močan sladkoben vonj. Imamo pravo rastlino? Je bezeg, imamo pravo rastlino. Ja. Prav. In sedaj se bova lotila priprave bezgovega sirupa. Tako. Ja, nabrali smo cvetove. In že imamo pripravljeno. Dobro, da smo jih nabrali, zato ker pri nas danes zelo dežuje. Mi smo jih pripravili že včeraj, ampak so še vseeno sveži. V lonec sva dala že 3 litre vode in sva zavrela, zato da ne predolgo ne čakamo. Damo 3 litre vode v lonec. Potem bomo dodali 3 kilograme sladkorja. Čakamo, okej. Kaj še lahko povemo o bezgu? Bezeg ima tudi zdravilne lastnosti. Za čiščenje naših organov. Pomaga nam pri gripi, pri prehladu, pri kašlju, da imamo vročino. Ne uživamo samo bezgovega sirupa, ampak lahko bezgove cvetove tudi posušimo. Mi jih tudi sušimo. Suhi bezeg bomo porabili po zimi za čaj. Ko se bo posušil, ga bomo shranili v papirnate vrečke, napisali na vrečke, da je to bezeg, in po zimi, ko bomo bolani, bomo kuhali čaj. Zavreli bomo vodo
Dali bomo ščep bezgovih cvetov, pustili 5 minut, da stoji v vroči vodi, potem bomo precedili, dodali bomo med in limono, se zavili v koco in spili čim bolj topel čaj in bomo hitro zdravi. Ne bo nas več grlo bolelo in pljuča. Kdo ve, ali lahko jemo cvetove? Ja, pa ne vem. Lahko jemo cvetove, ampak ne surove. Ja. Lahko en dober recept je, da naredimo testo za palačinke. V testo za palačinke pomočimo cvet, bezgov cvet, pomočimo testo za palačinke in ga odsvremo v vročem olju. In potem posujemo s sladkorjem in je to čudovita sladica, kateri lahko damo kompot, ali pa brez sladkorja naredimo zraven solato in je odlično kosilo. Zdravo, odlično kosilo. Ali nam je že zavrela voda? Ne še. Robi, midva mešava sladkor, da nama postopi. Dajmo citronko, istočasno lahko dodava citronko, pa bova počakala, da nama sledijo. Bezek ni užiten samo ta sveži cvet, ampak je užiten celi bezek. Tudi ljubje, tudi listje in tudi bezgovi plodovi v jesenskem času. Iz bezgovih plodov lahko skuhamo plodovito marmelado. Kako? Dodamo sladkor in citronko in mešamo. Robi, se nama že stopi sladkor. Ne, še? Malo pa že. Ja, malo. Še malo. Bova. Poglej, kak najini prijatelji kuhajo, sodelujejo. Robi, kaj še bomo povedala o bezgu? Bezek. Bova povedala, da smo ga nabirali že 3-4 dni nazaj in da nam diši celo nadstropje, vse delavnice, kuhinja in vse nam diši po bezgu. Zakaj? Zato, ker ga sušimo, ne? Ja. Si naprav doma, Robi, letos? Malo. Si, kaj ste delali z njim? Sirup smo, pa je tudi ena gospa prinesla bezeka, ne. Sem že probal sirup doma, dober. Si pomagal delati ali je mama delala, ti pa si Mami poskušal? delala. Si pomagal mami? Zato pa danes tako dobro delava, ne? Ja. Ker že imaš izkušnje s tem. Super. Ti si doma dober kuhar. Tudi. Tako. Naslednja delavnica bomo pripravljala, bova kaj skuhala. Tako. Se vam je stopil sladkor? Ok. Sedaj pa lahko dodamo bezgove cvetove. Robi, boš ti dodajal? Bom jaz dodal. 30 cvetov ali več. Tako. Ne? Pa dajva. Diši. Ja, diši. Tako. Tako. Daj malo s kuhalnico to potlači v vodo, da se ves bezek namoči. Poglejte, tako je lepo namočen bezek. Doma. Da je zdela, ne? Dobro. Super. Lahko odloživa kuhalnico tukaj na desko. Te pa še 3 limona. Kaj pa limona? Je limona zdravilna? Ja, kaj pa ima limona? C vitamin. C vitamina ima dosti. Kdaj pa največkrat uporabljamo limono? Pri čaju tudi. Kakšnih jedeh. Kadar smo bolani, damo limono v čaj. Kaj pa uporabljamo, kaj pa še lahko naredimo iz limone? Kakšen napitek?
limonado. Limonado, ja. Kako ti narediš limonado? Juno, kaman pa... Stisneš limono? Stisnem, Kaj pa potem? ja, vodo dodam, malo cukra, pa se Osvežilna pijača. poletna. Super. Pa malo ledu in je. Smo dodali bezgove cvetove. Dodamo še limono, narezano na krhlje. Robi nam bo narezal. Robi leže limono na krhlje. Poglejte. Tak. Malo debelejše, do 1 centimetra. Ja. Narežemo vse 3 limone. Počasi, da se ne vrežemo z nožem. Wow, Robi. Vidi se, da imaš prakso, da pomagaš doma. Master šef. Limonine krhlje bomo dali na bezek v vodo. Bomo pokazali, kako. Po celi površini. Ja. Glejte, kako izgleda, ko dodamo še limone. Kaj pa... No, dajmo, to je dobro. Tudi lupina je dobra za okus. Ja. Vse sestavine pokrijemo s pokrovko in pustimo 24 ur, da stoji. Robi bomo pokrila. Bova pokrila. Tako. Po 24 urah lahko ta nastali bezgov sirup precedimo v drugi lonec in nalijemo v steklenice. Za to, da lahko precedimo v drugi lonec, uporabljamo večje cedilo, ki ga nastavimo na drugi lonec in potem prelivamo skozi cedilo, da nam ne pobegnejo cvetovi v sok, da dobimo čisto tekočino. Ko imamo v naslednjem loncu vso tekočino, vzamemo lijak, nastavimo na steklenice in s pomočjo zajemalke pretočimo sok v steklenice. Ko imamo sok natočen v steklenice, vzamemo čiste zamaške in dobro, močno zapremo steklenice, da se nam sok ne pokvari. Zato, da ne bomo čakali do jutri za našim predstavitvijo, smo se midva z Robijem potrudila in smo že včeraj pripravila eno rundo bezgovega soka in smo ga tudi nalila v steklenico. Glejte, tako izgleda naš včerajšnji sok. Lahko oblikujete tudi svojo nalepko, tako kot smo jo mi. Lepo. Ja, narejeno z ljubeznijo. Tako je. Ko pa dobimo obisk ali enostavno postanemo žejni, lahko ta sirup natočimo v kozarce in ga razredčimo z vodo. Lahko ga dekoriramo z limono in ponudimo prijateljem. Na zdravje. Dobro naredite. Hvala. Odlično ste opravili tole delavnico, bravo. Super. Jaz mislim, da se nam je vsem zaluštali takega dobrega bezgovega sirupa. Jaz si kar predstavljam, kako diši pri vas. Res diši že cel teden, že smrdljivo diši. Ja, ker je na že trdi, ja. Hvala vam za tole super delavnico. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.